Če bi ti povedala, da so ljudje prišli skozi kopalniško ogledalo, a bi mi verjel? Ne vrata, ne okno, ne streha, ogledalo. To, za katerim si vsak dan umivaš zobe. To se je zgodilo v Chicagu poznih 80-ih letih. Ženski po imenu Ruthie Mae McCoy. Njeni sosedje so imeli rahlo začudaško, včasih tudi zmedeno, noro, a nobenemu ni bilo smešno tiste noči, ko je v paniki klicala policijo in kričala, da nekdo vstopa v njeno stanovanje skozi kopalnico. Ko so jo končno našli, je bila mrtva. Ta true crime je mal tak žalosten, ker govori o toliko simpatični ženski, ki je bila tako nepravično umorjena, ampak ja, gre za true crime. Vmes se tudi vi počutili malo zmešani, ko boste to poslušali, ker ne boste mogli mogoče dojeti, a se je to res Saj boste videli, bo ponovati. Rodila se je 1935. leta v črnski družini. Za tisti čas to ni pomenilo nič dobrega, pa še bilo je 8 otrok. Torej definitivno niso bili premožni in tudi na eni točki so se preselili v cono bliz Chicaga, ki je taka. Kmalu so ugotovili, da se je reče tudi Black Belt, torej črni pas, oziroma primerna predvsem za črnske družine, ki nimajo veliko denarja. Hvala Bogu pa je oče takrat dobil tudi job, tako da je lahko vsaj preživljal to družino. Ampak to ni bilo veselo, happy otroštvo in tudi Ruthie je nekaj časa še hodila v šolo, potem pa je tudi s tem prenehala, ker preprosto za njih je bilo to malo težje, majčkeno manj dostopno. In še ena stvar se je zgodila v njenih 20 letih, ko je bila ona pač 20 plus stara, so se ji že začele psihične težave. Ruthie so poznali kot ekstremno prijazno, največjo srčico, imela je pa to težavo, da je pogosto govorila sama s sabo ali pa je videla stvari, ki jih drugi niso videli. In tudi takrat potem so ji bili že sposobni identificirati, da ima shizofrenijo. V momentih, ko mogoče ni bila najbolj sweet in prijazna, je imela pa tudi te izbruhe jeze, te momente nepredvidljive in veste, da to pride zraven tudi z neko social anxiety in tudi ljudi okrog tebe se ne morejo počutiti toliko safe, toliko zaželene, toliko manj priložnosti imaš za jobe, manj priložnosti imaš za potencialnega partnerja, družino in tako naprej, pač absolutno vpliva na življenje. Ampak Ruthie tudi ni bila samo neka nora, mal nora ženska, ampak je bila nekdo, ki se je res trudila za svoj well-being, oziroma da bi bila bolj prisebna, hodila je k zdravnikom, zauzemala se je večino časa, da je jemala zdravila. Tudi ves čas se je res želela na kakršenkoli način izboljšati svoje življenje in svojo pozicijo, zato je tudi včasih malo zatavala in je na TV gledala tiste preacherje, ki imajo neke svoje oddaje, ki govorijo o tem, kako se lahko čudeži dogajajo. Takrat očitno se je to precej vrtelo po TV in je ona to gledala in so jo napumpali. To bi rekli, kot v našem otroštvu, recimo v 90-ih je bil ta Top Shop pa te stvari, ki te napumpajo, da nekaj deluje in takrat še nismo bili toliko smart glede oglasov, samo da v tem primeru so oglaševali neke čudeže, ne vem, so bili celo duhovniki na TV in ona je pač ogledala in je rekla, ja, jaz to želim in jim je pisala pisma, da bi se njej te čudeže zgodili in oni valjda kot največji prevaranti so jo tudi pisali nazaj, kao, ja, uresničili ti bomo tvoje čudeže, vse to boš doživela, spet boš normalna, ne boš nora, dobila boš boljše stanovanje, tvoje življenje se bo urodilo, samo toliko pa toliko moraš plačati. Ruthie je bila drugače zelo revna, zelo malo denarja imela, ampak ker je imela tako močne te svoje disability oziroma neke vrste zdravstvene težave, za katere ne bi ji pripadal nek denar, je na eni točki izvedela, da ta denar celo bo dobila. In je ratala ekstremno srečna, ker je vedela, da se lahko tudi v kratkem preseli v boljša stanovanja. Boljša stanovanja za njo pa so pomenila to, da bo več videvala svoje vnuke. Vem, zdaj smo full fast forward, ali ona ima že hčerko in ta hčerka ima že spet otroka. Tako da ful se je veselila tega obdobja v svojemu življenju, ampak do takrat je ona živela v enih res depresivnih, žalostnih kompleksih. Stavbah, dobesedno. Bilo je več stavb takrat, ki so bila namenjena socialno bolj šibkim ljudem, ali pa tudi zdravstveno šibkim, ali pa dobesedno tistim, ki so bili na drogah, zasvojencim, invalidom, v glavnem vsem, ki jih je dobesedno so družba hotela izriniti iz svojih rogov in temu se je rekel Abla Homes. To mislim, da so bile 4 ali 5 stavb. Stanovanjski kompleks za socialno ogrožene v Chicagu. Ona je živela v 11. nadstropju tega stanovanja imenovanega Grace Abbott Homes. Težko razložim, kako shit je bil ta place. Gor in dol so hodili ljudje, ki so si mrmrali neki v brado. Bilo je vse temno, hodniki so bili taki, da so se vsi tam zgubljali, ves čas je bil kriminal, ves čas so klicali policijo, ker se je ves čas nekaj dogajalo, ali zaradi drog, ali policija udirala zaradi
nasilja doma, ves čas je bilo nekaj, ali bil luči so ugašale, utripale, pravno je bilo strahljivo, filmsko, grozljivo. Znotraj njenega stanovanja je bilo tesno, ampak čisto. Kuhinja z 2 starima omarcama, en stol, kopalnica s ploščicami iz prejšnjega stoletja in ogledalo, ki ga pa Ruthie ni marala. Zakaj? Ko je ona začela pisati takrat tistim ljudem na televiziji, so jo oni odpisali, da se bojo njeni čudeži kmalu začeli dogajati, prej bo pa tudi čutila, da se spremembe dogajajo in ona je ves čas strmela v to ogledalo. Poleg vsega tega, da ne bi bila zmešana malo in da ne bi imela raznih zvokov, da ne bi imela shizofrenije, je res želela, da bi bila spet mlada, čila in zdrava. In se je ves čas gledala v ta ogledalo in čakala, da uvila na sebi kakšno spremembo. Ker je verjela, da prej slej se mora zgoditi. Ona je verjela tem stvarem in je pri tem ogledalu preživela res ogromno časa. Ampak je začela spet, čeprav je redno jemala takrat zdravila, je začela spet slišati razne zvoke. Šepetanje. Pogosto je imela feeling, da prihaja izza zidov ali pa izza tega ogledala. Veliko je ti to povedala tudi kakšnemu sosedu, ampak nje ljudje na tej točki niso jemali več resno. Njo so poznali kot Ruthie, ki ji rečeš, se veš, pač Ruth. Ker je hodila recimo po hodniku in je prav trkala na vsa vrata in jih odpirala, ali pa je imela še v roki palico, ker v teh letih je ona že pač starejša gospa, babica, in je se ves čas borila z nekimi silami, ki jih ni bilo, pač, da bi se sabljala z nečim, kar tam pač ni. Da njo niso na tej točki kaj dosti resno jemali. In tudi ves čas, ki je slišala te zvoke, ni bila čisto ziher, a so se začeli te njeni čudeži dogajati, ali pa ima še vedno pač te svoje presluhe in halucinacije. Zdajle ves čas pijem tole, to je iz Jim Beama Energy Drink, ki ga najraje pijem v gymu, ampak danes moramo posneti 2 videa, tako da je zelo obvezen. Jim Beam ima najbolj amazing stvari ever, po najbolj krasnih cenah. In Jim Beamu se lahko naročuješ take manjše stvari, zdravo hrano, proteine, vse, kar pride zraven z gymom, lahko si pa cel gym naročiš. To greš dejansko pod, mislim, da oprema in lahko dobiš vse od teh kovinskih palc do uteži, do vsega, da imaš doma lahko gym. To že malo razmišljam, da bi začela tudi jaz nabavljati, čeprav pa še hoditi v fitness. Skratka, hvala, karkoli vzamete z mojo kodo Alenka5, tako da vedno velja, s tem podprete mene in ta kanal, tako da hvala še enkrat, zdaj pa lahko nadaljujemo z našim true crimeom. Aprila 1987 se je Ruthie začela vesti mogoče še mečkam bolj zaskrbljujoče. Takrat je bila prepričana in je tudi do ene sosede šla in je rekla, da je prepričana, da jo nekdo hoče ubiti, tako da so še manj resno jemali verjetno njene izpade potem. Je pa dobila še en močen vzgib, da je ves čas bila prepričana, da jo bo nekdo oropal ali pa oropal druge, tako da ni samo skrbela in ni bila samo paranoična glede svojih vrat, da so zaklenjene, ampak tudi glede drugih vrat, da so zaklenjene. Je pogosto pri sosedih preverjala, če so zaklenjeni, ali pa če je bila vzunaj, je ves čas preverjala, če so avti zaklenjeni. In valjda, če nekdo vidi, da mu tam avto klukaš in odpiraš, bo prej paranoičen zaradi tega, kot pa da ti skrbiš za njegov avto, ampak ja, ona je dejansko skrbela za to. Ker je dobila res močen feeling, da bo preleslej nekoga ali pa njo oropal. Žalostno je, ker se načeloma niti ni kaj dost motila. Intuicija on point, I guess. Ker je potem prišel 22. april 1987. Ob 8:45 zvečer je Ruthie poklicala 911, torej policijo. Dispečer je rekel, kaj počnejo, gospa? Izjava od Ruth na posnetku ni razločna, ampak očitno je dispečer razumel bistvo. On je rekel, a hočejo vlomiti? In ona je rekla, ja, vrgli so dol omarico. In on je rekel, od kod? In ona je rekla, sem v blokih, na drugi strani sem, lahko pridejo do moje kopalnice, hočejo priti skozi kopalnico. In on je rekel, v redu, gospa, na katerem naslovu? In rekla je 1440, zahodna, 13. ulica, stanovanje 1109, dvigalo dela. In on je rekel, 1109, v redu, kako vam je ime, gospa? In ona je rekla, Ruth McCoy. In je rekel, v redu, poslal vam bom policijo. Sledila je tišina in potem samo še ko nekdo odloži telefon. Prva žalostna stvar, ki moram omeniti, je to, da po njenemu klicu več kot očitno oni tega niso zabeležili kot vlom. Zakaj točno, ne vem, mogoče ker je tako zmedeno govorila, na eni točki pa je celo nekaj rekla v smislu, da se omarce tepejo med sabo, tako da
Ne vem, zakaj tega ni v temu zapit transkripciji tega klica, ampak je do tega prišlo. So pa prišli 4 policisti ta večer, to pa zaradi tega, ker so klicali sosedi. 2 soseda sta klicala, najprej eden, potem drug, zaradi tega, ker so slišali strele pištole iz tega stanovanja. Ko so te 4 policisti prišli, so trkali in se nihče ni oglasil. In zaradi tega, ker jih še vedno ni bilo zares strah, da bi bilo nekaj grozljivega, so šli in niso naredili nič. Naslednje jutro je policijo spet poklicala njena soseda, to pa zaradi tega, ker je bila ta soseda navajena, da Ruthie vsako jutro pride mimo, preden gre ven, očitno na sprehod, in jo pač sam pozdrav. Tako da ji je bilo čuden, ker je včeraj nekaj slišala zvečer in potem ta dan ni bilo mej in je poklicala policijo in policija je spet prišla. Ko so gledali tam vrata, so si mislili, ja, ne moramo mi kar udreti, ta oba se pravi, je bila res grozljiva, niso hoteli imeti opravka z unmu najemodajalcem, niso hoteli kriti škode in tudi če bi vrata dol podrli, bi potem mogli tja nastaviti neko stražo, neke policiste, očitno je to v pravilih in se jim ni dali s tem ukvarjati in so ponovno šli. Še enkrat je prišlo 6 policistov in spet so odšli, ker so imeli isto težavo. Tokrat je bila razlika samo to, da so se zmenili s hišnikom, da bi ga pač poklicali, da bi on normalno s ključi odprl ta vrata, ampak ker jih ni našel ali jih ni imel pri sebi, so spet rekli, ne bomo se ukvarjali s tem, da vrata podremo in so spet odšli. In potem šele 2 dni kasneje, torej čez 2 dni zvečer, točno po tistih klicih od Ruthie, so spet prišli policisti, tokrat so se zmenili z enim človekom, da jim je zvrtel ta vrata, v bistvu ne vrgel dol, ampak samo to, da so jih lahko odprli. Bil je Carpenter. Kaj je to Carpenter? Tesar. Končno so vstopili noter. Stanovanje je bilo nenavadno prazno. Kada bi nekdo ga začel seliti in potem nehal, ker so čudne stvari manjkale. Kakšna omarca, televizija, vse na tleh je bilo raztrešen, kakšni kovanci, stvari, kada bi nekdo mečkano vse pustil v razsulgu in potem po nekaj korakih naprej je en policist tudi na tleh v mlaki krvi zagledal mrtvo Ruthie. Bila je prestreljena s 3 streli, roka ji je počivala na prsih in tudi je imela že izjemen von, ker je bila pač 2 dni tam, tako da se je začel ta von razpadajočega trupla. Bolj žalostno, ker ona je več kot očitno tukaj ležala mrtva od tiste točke streljanja naprej, oziroma še bolj žalostno je to, da te streli nje niso niti približno takoj ubili. Tem, ko je bila oropana po teh strelih, ko so ljudje te stvari ven nosili in tudi potem, ko je prvič prišla policija, je bila ona zagotovo še živa. Je pač avtopsija to povedala. Bila je še živa in ni pa mogla do sape, ni mogla govoriti, ni se mogla premikati in ni mogla prositi na pomoč. Zato je bila tišina, ko so trkali na vrata. Bila je res žalostno. Ko so policisti preiskovali ta primer, so prej govorili z raznimi pričami, z ljudmi v bloku in niso še vedno šli do izvora tega, ker je Ruthie takoj opozorila, in sicer, da so ljudje prišli čez kopalnico. Šele ko so drugi ljudje začeli omenjati, da je nekaj na tem sumljivega, so ljudje končno pogledali in videli, da pač tam zadaj je luknja. Se pravi, za tem ogledalem, za to omarco, ki je bila samo 6 šraubi našraubana, v zadnji je bila luknja in prehodi nekam naprej. Zaradi slabe arhitekture in varčevalnih ukrepov so bila nekatera stanovanja zgrajena tako, da je z ogledalom obstajal dostop do drugega stanovanja v identično kopalnico, kot nekakšen servisni prostor. Med kopalnicami 2 stanovanj je bil majhen temen jašek, skozi katerega si lahko z dovolj truda prišel do soseda. In tudi drugi ljudje so omenjali, da slišijo glasove od tam zadaj, da se nekaj čudnega dogaja, da čez razne jaške v tem fletu kdaj kratko roka prleti in jim kaj ukrade na hiter in ljudem so stvari zginjale in šele ko so z ne vem koliko pričami v tem fletu govorili, so drugi to potrdili in so začeli to resno jemati. Do torej sta bila te 2 kradljivca oziroma morilca. Edward Turner in Timothy Brown sta bila samo 18 in 25-letna fanta. Ko so tega 18-letnega potem aretirali, se je imel, mislim, da 19. rojstni dan, medtem ko drugi se je pa skrival pod poslo. Bila sta ful znana odvisnika, ves čas sta v tem bloku oziroma kompleksu povzročila neke težave in vsi so vedeli za njiju. In tudi Ruthie, ko se je pač gledala v to ogledalo in ko je slišala te zvoke, je ves čas že slišala njiju, ker nekaj naklepata in je bila pač prepričana, da se ji meša in da se bojo zgodilo v čudeži in pač tega tudi ni sama jemala tako resno, kot bi mogla. Tist dan jih je tudi več prič opazilo, da hodita gor pa dol, da nosta stvari in tudi pri njima, to je meni bizarno, tudi pri njima v stanovanjih so potem najdeli njene predmete. To vas bo šokiralo, ampak na koncu za njiju ni bilo dosti dokazov, da bi jih prijeli in da bi šla v zapor. Ne vem, kako je to možno, če sta imela v lasti njene stvari iz tega stanovanja, ampak ja, ni bilo dosti dokazov in še do danes ni bil nihče aretiran in zaprt
za ta umor. Žalostno pri tem primeru je bilo tudi to, da so bili oni iz tega revnega kompleksa in pač ljudje, katerim javnost ni dajala veliko pozornosti, da je v bistvu bil samo takrat en detektiv, ki se je odločil mečkam bolj raziskati to in tudi obsežen članek napisati in šele potem je šlo to toliko javnost, da je sploh koga začel zanimati. To je bil Steve Bogira, ki je to zgodbo potem raziskoval več mesecev. Kompleks Grace Abbott Homes, kjer je živela Ruti, ni bil le kraj, kjer si spal, bil je labirint strahu, hodniki so bili dolgi in zadušljivi, svetloba je utripala ali pa manjkala, stopnišča pa so bile kraj, kjer si lahko uničil življenje ali pa ga zgubil. Stanovalci so že leta govorili o tem, da nekateri vdirajo v tuja stanovanja kar skozi kopalnice, dobesedno čez steno. Policija večinoma ni naredila ničesar, vse je spadalo pod domišljijo ali pa družbene okoliščine. In ker je najbolj bizarno, tudi po vsem tem se te arhitekturne napake in pomanjkljivosti niso odpravile, nič se ni naredilo v to smer, ker preprosto to ljudje, ki jih nihče ni imel to resno. Skratka, meni vse nekaj utripa, ne vem kaj narobe s kamero, ampak nekaj mi utripa, tako da bom rajš zaključila. Še enkrat vas spomnim na kodo Alenka5 na Jimbimu, hvala vsem, ki jo vzamete, spodaj imate link, da se pa jaz poslavljam. Se gledamo najbrž naslednji petek, tako da zdaj videi spet začnejo redno normalno prihajati. Upam, da vam je bil True Crime všeč, naročite se, polajkajte pa komentirajte kaj, pa se vidimo kmalu. Alien mama out, bye!